serai le donneur de Dragoslav. Non, Bérec. Une solution pour vous, Drago. Je peux essayer de parler à Odette. Tu veux rester juste bien chez Odette, Drago? Secret, j'en porte l'entière responsabilité. J'ai besoin de vous. Hvala, da ste ostali do konca filma. Upam, da vas je film pritegnil in zdaj bi povabil še enkrat na oder Jurija Drevenška, Aleš Babnik v filmu Varuhi formule. Premikamo se pod stena. Ok, bomo tako poskušali, kot smo snoči, malo improviziran pogovor. Skratka, gre za, jaz lahko iz svoje izkušnje povem, gre za mogoče za slovenske razmere eden najambicioznejših projektov, kjer smo lahko bili kot koprodukcijska država zraven, ker vidite, da gre za zahteven zgodovinski film, mislim, produkcijsko zahteven, ampak jaz verjamem, da nam kar uspelo. Sem pa zelo zadovoljen, da smo dobili možnost, da je režiser in Leka Rankovič v filmu Dragan Belogrlić, ki vas pozdravlja v občinstvu. Jaz sem ga zelo vneto vabil, da pride v Brežice, ampak ima danes predstavo, tako da, ampak pošilja pozdrave to. No, vesel sem, da je prisluhnil in da je se odločil, da najde lik bivšega udbaša, oziroma bivšega aktivnega udbinega uslužbenca, malo v castingu, pa to boš ti kaj povedal, skratka, na koncu ga je utelovijo Jurij Drevenšek. Tako da, Jurij, zdaj pa tvoja beseda, da imali ti občutke svoje ob tem filmu, pa vlogi. Ne, super je bilo sodelovati pri tem projektu, tako da tebi v resnici hvala, ker si me ti povabil prvi zraven. Je pa bila razlika, to, kar si rekel, v Sloveniji pa če smo vajeni delati na tako velikem nivoju, kar je bilo pa super na nek način priznanje, mislim, da za vse nas, ki smo v Sloveniji bili zraven pri tem projektu, ker smo videli ne samo, da zmoremo, poznamo, ampak ga lahko celo pripomoremo k temu vsemu skupaj. Delo je bilo pa v resnici, kar si prej rekel, kar se castinga tiče, pa to je bilo pa zelo zabavno. Čeprav mi je povedal na koncu pisatelj po premieri filma, po predlogi knjige, ko je to nastalo Premier Vinča, ta film, da je v resnici bil za tega Slovenca, za ta lik tega udbaša, da je bil en Slovenc v originalu, ki je veljal za, recimo temu, zakrknjenega in da se je po njemu razgledoval, tako da je imel dejansko neko zgodovinsko osnovo. Ko sem jaz malo bral še, pa se pripravljal za ta film, sem itek videl, da smo bili Slovenci najbolj aktivni po tej tajni službi. Tako da to je bilo meni ena izmed večjih zanimivosti. Tudi v Beogradu. No, Draganovo je bilo tako, kao Kardelj je bil minister vnotrašnjih poslov in tako naprej, tako vi Slovenci ste bili. No, skratka, ko bomo mi mali izčrpali ta prva vprašanja, prosim, tako pod snoči, vprašanje iz občinstva, ker bo lahko Jurij iz prve roke marsikaj zanimivega povedal. Hotel sem te vprašati, recimo, mogoče, pa da ne moriva preveč, ampak če bi malo primeril delo na slovenskem filmu, pa delo na tem, rečemo, mednarodnem filmu s takšnim kastom, z Mikijem Manojlovićem, z Draganom, z Rašo Bukvičem in Aleksisom Manentijem, ki mim grede, doktor Matej, ki je, pač bi rekel, uveljavljen velik francoski igralec. Kakšen je bil tebi, bi rekel, ta vstop kot
ne bom zdaj rekel, večerosno mladega igralca, ampak mladega slovenskega igralca. Ne, super je bilo, jaz imam že druge izkušnje sicer z mednarodnih projektov, ampak je bil meni zanimiv predvsem to, kar se je dogajalo nekje na naših prostorih in ni čisto nič manj zaostajal za, recimo temu, v narekovajih, razvito Zahodno Evropo. Prvi stik na tem setu sem bil pa v resnici malo presenečen, ker sem vedel, da je Aleksis, njegova mama je Beograjčanka in on govori srbsko. Jaz mislil, sem padal v neko skrito kamero, ko sem prvič poletel na set in je on pač srbsko govoril, z nekim francoskim naglasom, ki sem mislil, da me zafrkava, jaz sem se skozi odziral, kje je kamera, pa kje kdo snima. Pa na koncu ni bilo, ampak je bilo super, ker je bila ekipa zelo mednarodno pisana in mislim, da je to dalo filmu eno zelo dobro kvaliteto. Srbi za tem svojim načinom, ki ga imajo malo bolj, recimo temu šarmantnim, Francozi so zelo taki pedantni, pa počasi pa smo pa še mi, Slovenci, preleteli zraven s to našo avstro-ogrsko pridnostjo. In je ena taka fajn kombinacija ratala. Na setu se mi zdi ena tudi fajn energija, ko jo je Dragan lepo usmerjal. Ja, meni se zdi, recimo, tudi verjamem, da je film se vas dotaknil, da je film, ki je, bi rekel, in naslovil in strokovne žirije, ne. Mi smo imeli svetovno premiero v Locarnu lani, v tem času, na Piazza Grande, to je bilo pred 5000 ljudmi, to je res eno tako impresivno, to si štejemo čas, da sem bil del ekipe takrat zraven. Pa smo dobili nagrado kritikov eminentne revije Variety, pa potem 10 dni kasneje nagrado občinstva v Sarajevu in tako naprej. Ta film je prepotoval zdaj že enih 60 festivalov, ima ene 15 mednarodnih nagrad, ampak funkcionira in žiriji in občinstvo, tako da to se mi zdi recimo ena prednost. Hotel sem pa še poudariti mogoče to, kar sem prej najavil na začetku filma, da je tlele zelo veliko tudi Slovenije, ne? In moram reči, da vsi ti prizori v notranjosti jedrskega reaktorja so posneti v Dolu pri Ljubljani, to pomeni Inštitut Jožef Štefan. Tle smo imeli eno krasno podporo veliko inštituta, vseh znanstvenikov, ki so si šteli v čast, da pride do filma, ki promovira znanost, ne? Tako da je bila Slovenija tlele, bi rekel, zelo udeležena, ne. Pa imam pa zdaj v tem trenutku, da preden začnemo z vprašanje, tisto obljubljeno nagradno vprašanje, kje so bili posneti prizori Francije, zunanji, če kdo bo to povedal. A bi kdo ugibal? Mislim, da bi moja soseda morala to recimo vedeti. Se veste, film, ne, jaz bi rad nekaj, film je fikcija, ne, zdaj, ampak te prevare lahko povemo, skratka, to je Škofja Loka. Tako da, ok, začnimo s kakšnim vprašanjem z občinstva, no, ampak to sem moral deliti, no. Absolutno. Mikrofon, nocoj so pa mlade, ja, tako da. Ja, Grbo je ti, prosim. Ja, daj. Začnemo. Kje zglih mene najdu? Številka 7 si ti. Malo bomo imeli težavo oceniti filme, ker so vsi dobri. Na koncu. Drugač pa, malo sem študiral tekom filma, kakšno formulo so v bistvu skrivali. Kaj je bila to za ena formula? Kaj je to bilo, kar so skrivali? Sej, ta, rekel, fuzija in podobne zadeve so teoretično že zelo razdelane. Tako da ne vem, ali so skrivali formulo urana srpskega, kaj so skrivali. To me malo zanima, no. Je bil originalni scenarij in to tudi, kar smo posneli, je bil dosti daljši. Mnogo več je bilo noter še neke prav te špijunske zgodbe, prav okrog tega hladne vojne, pa kako se skriva, pa kako Jugoslavija pripravlja tajne eksperimente jedrske in kako so potem, kako so hoteli, da se to zamolči. Ti prizori so šli ven, ampak je bilo še dosti tega posneto, kako se tudi francoska pa jugoslovanska tajna služba, kako smo se
popetelilni, recimo temu. Ampak se je scenarij še dosti bolj na to komponento oziral, ampak mislim, so se bolj dobro odločili, da so osredotočeni na druge stvari, ker drugače bi bilo še tega 40 minut zraven, pa bi se sebe eno tako jaro kačo razvleklo. Tako da, ampak dobro opazovanje v resnici, dobro gledanje. Ja, film igra vaša smalna tezo, ne, da je Jugoslavija razvijala atomsko bombo, ne, to je veliko tako nekje na nivoju, rečemo, anekdote, ali pa mogoče je, ali pa nekega mita, ne. Drugače pa res je zanimivo, tudi jaz vem, da sem se kasneje po filmu enkrat z Draganom pogovarjal, pa sem rekel, kako bi možno, da dr. Matej recimo ni dobil Nobelove nagrade, ne. In smo nekako prišli, zakaj ni dobil Nobelove nagrade, zato ker prvič bilo je obdobje hladne vojne in to, da ti pomagaš Jugoslovanom, ki so na drugi strani zidu, ne, je neprimerno, ne. Drugo pa mislim, da tukaj, če je kakšen kdo, veliko z področja znanosti, ne, to je bilo veliko znanstveno popolnoma neprimerno, ne, kar so se oni šli, ne. To eksperimenti na miših niso uspeli, oni so šli pa direktno na ljudi. Ampak zgodilo se pa je res. To je prva transplantacija kostnega mozga in to je bila ena res velika pridobitev za, rekel, človeštvo, ne. Tako da, skratka, ves čas pa malo balansiram med tem romanesknim, ali so Jugosloveni razvijali atomsko bombo, a onda niso in onda je bacijo formulo in spalijo, ne, to je, recimo, ne, tu je malo ta teza. Tako da, a bi dobil lahko kakšno naslednjo vprašanje, recimo, kaj Juri, ki je prišel iz Maribora, se je potrudil, da imamo kakšno vprašanje za njega. Ali koga določimo? Številka 1. Ja, pardon, imamo tam. Jaz bi samo vprašala, Mene sem zanima, kater v bistvu del filma je recimo bil najtežji za snemati ali pa največji izziv, tak za tebe ali pa za ekipo, produkcijsko ali pa filmsko? Zame lahko rečem, da je bilo snemanje prizora zunaj v dežju pred reaktorjem, ker so nas zalivali z vodo v novembru in to tako, da smo res dobesedno plavali v čevljih in smo z Manojlovićem v en trenutku si nogavice mogla ožemati, ker je res prav ostali smo, tisto je bilo takrat recimo, tisto je bil izziv. Ja, do 4 zjutraj, ja. Po celi noči že, tako da si že malo zblojen. To pa, ko smo snemali, je bilo tako, kot je letos vroče v Beogradu. Jaz sem mogel skozi nositi ta plašč iz res take debele svinjske kože. Od spodaj pa biti oblečen v volno in pa ti igraš, da je jesen, tebi pa teče. Tako to so bili, ampak to so taki izzivi, ko se tako pogosto pojavljajo na svetu. Drugače pa, kar mi je bilo zanimivo, največji izziv pravzaprav, zdaj sem se spomnil, je pa bil, jaz načeloma ne govorim, jaz ne govorim francosko, tudi ne znam in za neke prizore, ki tudi niso šli v film, se je bilo treba pa prav francosko naučiti. Tisto mi je bilo, in ko sem prav s Francozi snemal in meni je po enih 5 urah, jaz nisem več ločil, kakaj beseda, meni še vse sem zvenelo in tisti dan je bil, recimo, zelo zanimiv, no. Tako da, to, ko govoriš nek jezik, v katerem nimaš pojma. Tako da to. Ko smo že bili po jeziku, ne? Ja. A si ti dodal tale, ker vidim, da ni ravno ljubljanščina, ne? Ampak je manj bolj pokrajinsko obarvan slovenski jezik, ker ponoriš, da se da slovenščino uporabiš kot materni jezik. Prvi scenarij, ki sem ga prebral, je bil čisto srbski in sva z Draganom debatirala okrog tega. Jaz nimam težave s srbskim jezikom, govorim tekoče, pa tudi čitam, ako ni nobene težave, ampak je on rekel, da ga predobro govorim. In je rekel, ne zaradi tega, da bi ga ti predobro govoril, hotel je znižati, ker je rekel, da bi rad bolj dobil duh časa neke skupne države, več nacionalne, več jezikovne.
in je on v resnici spodbujal še več. Ampak on ne zna klik slovensko in je pa na menih trenutkih je malo časi kaj spodbujal, ker meni ni bilo všeč in sem se en dan mu je bilo na setu blazno všeč beseda fantje in je hotel, da jaz fantje uporabim, da nekomu tam govorim fantje, vi to morate, ampak je hotel tudi na nek zelo nečudno slovničen način, da jaz tisto opacim noter, ampak tisto, hvala Bogu, tudi ni šlo not. Ampak je, kar se pa jezika tiče pokrajinsko obarvano, ne, so si pa rekel, vse jaz sem z Maribora, jaz sem Štajerc in sem tako, kaj se bomo zdaj delali. Tako smo pa se na tega postavil. Plus nekako so hoteli narediti in so še neke pasuše nam delali takrat in smo potem, mislim, da rojstno mesto navedli kot Ptuj za tega tipa, tako da je odločitev padla v resnici čist iz praktičnih razlogov. Mislim, brez veze bi bilo postavljati nekam drugam, čisto iz tega, plus vedel sem, da lahko ene stvari grejo čist skozi, tudi Srbi razumejo, tudi če rečeš, sem rekel, bi slišal, sem naredil, pa bojo oni tudi razumeli. To praktični razlogi. Meni se tudi zdi, no. Hvala. Mislim, še dodam, sem bil enkrat zraven, kot je dejal na potke, kaj tudi rekel, v smislu, da neko pizdi ikono, da je pet na svoj jezik, ne igraj ne igraj Slovenca, ki govori perfektno srbski jezik, ampak ko se jeziš, sprosti, tako da meni se zdi, da si tlele zato sem se tlele vpletel, da si to krasno naredil, da je bil to polnokrvni Slovenc, ki pač je v službi državne varnosti, tako da... No, pa je hotel, da preklinjam po slovensko, pa ni verjel, da so naše malo blažje. Ja, da niso naše to, sočne. Ja, jaz mislim, da zdaj je čas, da dobimo, ker zdaj smo z leve strani dobili nekaj vprašanj in zdaj, da bo uravnoteženi, bi bilo še z desne strani občinstva, kakšno vprašanje zelo dobrodošlo in bomo veseli tega vprašanja. Bova vesela, bomo veseli. Matija, tebe bi določil. Ja, prosim. Mene je več razbez zanimalo, kako si se ti v bistvu razumel ravno z Bilogrličem. Kak si ga, ne vem, si že prej z njim sodeloval, kak ti je bil on kot nov režiser, kot neka, v Srbiji velja za ikono, tako da to me zanima. Imel sem srečo, da sem ga spoznal že na audiciji, katero me je Aleš povabil in je bilo v resnici super, takoj sva se ujela, ker običajno te audicije izgledajo, da ti prideš noter, pa potem čitaš s kom, ali pa igraš s kom, ki ni igralc, kar si mogoče najlažje predstavljati, kaj to za nas pomeni, da če pač gre Če gre recimo nekdo, ki profesionalno igra tenis, igrati s nekom, ki je recimo jaz, ki ne znam tenisa in pa ga tudi ne razumem, bi se on na podoben način počutil in je bilo to super že na audiciji, ker smo lahko in smo se takoj začela malo improvizirati, pa takoj sva ujela nek jezik. In je bilo, z tega stališča je bilo super, zato ker on ima toliko izkušenj za sabo, da sva se, hitro sva se sporazumela pa našla način dela. Je pa potem pri teh ljudeh, ko začneš delati pol nek projekt, moraš pozabiti, kaj so in kaj predstavljajo in smo v resnici super sodelovali. Je pa res, da na dan, ko sem snemal z njim, pa z Manojom Lavičem, pa ne bom lagal, sem pa bil najprej nervozni, ampak je potem steklo, ker so, kakorkoli, so normalni ljudje, ki si v resnici tudi želijo, da na koncu film uspe, da prizor gre dobro in smo normalno sodelovali. Tako da, to, te pa v enem trenutku prešine, aha, jaz sem zdaj tu. Gre pa naprej, mislim, tega to. V resnici sva se na setu, največ smo se pogovarjali o glasbi, no, izven tega, kot da je bil to nek, da malo preusmeriš misli, pa greš nazaj, tega to, kar tudi meni odgovarjalo. Te prizori z Mikijem so bili tudi posneti v Ljubljani, to je ta famozni dež, oziroma tisti majstri, ki bi morali vodo zalivati, so malo pretiravali, tako da tudi ta Vinča table so sicer spet ta del fikcije, vse ostalo je pa tudi Jožef Štefan, tudi Zoni, to sem pozabil povedati. Skratka, ti nočni prizori oziroma jutrenji v enem avtomobilu, ko se Dragan veselo vozi, ki je hotel pokazati, kako Lejka Rankovič ima najjača kola. Tako da to so te tvoji prizori, kjer si imel dva velika igralca v sebi in je bilo
krasno. Evo, dajmo prosim še kakšno vprašanje. No? Imamo Jurija tlele, da malo deliti svoje izkušnje, ker se mi zdi, da to, kot sem rekel že parkrat po projekcijah, to je smisel, da imamo malo refleksije, pa malo izmenjavo mnen, pa da slišimo kakšno pripombo ali pa opombo, ki je mogoče tudi mi nismo zaznali. A je še kakšno vprašanje? Če nam Mojca tebe dobro vzeti vprašanje, ki si vprašanje. Lahko zdaj, ker začnem jaz postavljanje vprašanja, ali jaz moram postaviti vprašanje? Aha, jaz postavim vprašanje. Najprej bom pohvalila tvoje brke. Jaz se bom povedala, da jih bo že kdo prej, ampak res ti paše, Juri, moram povedati. Ne? Pol se pa sem meni tako zdelo, ali še komu mogoče. Nekak niso tudi drugi, zato meni so bili res dobri. Glasovanje ženskih občinstv po posebej zražen. Ja, tam potem na pogostitvi, ja. Zdaj tako, mogoče kakšno besedo še jaz v filmu moram reči, da zato sem te že prej tam vprašala nekaj, kar te bo pa v nadaljevanju. Ta kamen, ne, na začetku, ki se je pojavil, je rastel v tem filmu in s tem filmom. Že sama zgodba je težka, ampak tudi sporočila, ki so v tem filmu, so zelo tako življenjske, ne, od tega, da ne smemo pustiti upanja, dokler se je vredno boriti, ne? In dokot nas pripeljajo verižne reakcije pravih ljudi ali pa tudi napačnih, ki se pojavljajo v naših življenjih, ne? Tretje pa, kar me je najbolj presunilo, je pa ta, bom rekla, ta velika humanost in te zgodbe, ki se začnejo med nami ljudmi pojavljati, ko je treba stopiti nekomu v pomoč, ko v bistvu rešujemo življenja, mi sami drugim ljudem, ne? In to je izrazito poudarjeno v tem filmu in mi je ta film zaradi tega še toliko večji, ne? Poleg te zgodbe. In ravno iz tega zdaj izhaja moje nadaljnje vprašanje. Vprašala sem te, kako ti je bilo snemati film. Mi si gledalci to težo dojemamo na tak način, kako si pa dojemal težo filma in vseh teh sporočil ti na snemanjih, kot igralec? Hvala za odziv. To je tako, ko ti prebereš recimo predlogo, ki jo dobiš tudi sam nek občutek, se pravi pač itek prebereš, pa dobiš podobno, ampak potem hitro po pogovoru z režiserjem tudi vprašaš, v kako vizualno smer bi šel, kako ga zanima, na kakšen način ta vprašanja, pa recimo tudi čisto predebatiraš, kako si je on zamislil, vse skupaj vizualno. In potem se nekako lotiš raziskovanja tega materiala. Zdaj, v mojem primeru ni bilo toliko na, jaz se nisem rabo osredotočati toliko na medicinske stvari, na to moja smer je bila bolj, kako upravičiti konkretno Slovencev v Beogradu pri teh letih. Kaj to pomeni? Kaj bi to pomenilo, da je nekdo bil tam? Kaj pomeni biti v tajni službi? In bolj v to logiko vstopiti noter, da je sploh v mentaliteto takega človeka. In potem se ti v resnici s tem ukvarjaš. In na samem setu, ko so snemali recimo druge prizore, ti takrat nisi fizično prisoten, nisi tam, brati kot prvo, ker pač dlje cajta mogo biti v Beogradu, pa ne gre vedno in tebe se splanira, da pač si na setu takrat, ko se snema. Tako ti prideš v resnici posneti samo svoje prizore, lahko ostaneš kak dan dlje, če hočeš, ampak običajno se to ne zgodi. Ampak čutiš pa to, kar ekipa dela. Jaz recimo sem takrat zelo opazil, ker so vsi kolegi bili takrat na strogih dietah. Ta set je bil zelo zanimiv po temu, ker se v resnici po setu, po samem snemanju, ki je načeloma to trajalo 12 ur, pa se, ne da se gre ven na pijačo, pa se druži, ker si tako utrujen, ampak po tem setu se pa je to videlo blazno radikalno, ker so vsi zginili, ker so vsi bili zelo brez energije. Ker so pač, mislim, da je Raše zgubil 17 kg, koliko za ta film, ta Jovan, ta glavni, ne tak je obred, ta drug ta mlad, on je velik 1,90 m, on je, ko je slušal, on je razbil trlice v tistem trenutku in si pač videl, da so bili ljudje utrujeni in potem se je videlo, da oni nekaj delajo in kako jih je cela ekipa čuvala. Tako da ti vidiš to in pač takrat se probaš pa
ne morem drugače povedati, kot se energetsko priklopiti na tok ekipe in greš zraven. Ti vsake togo na 2 tedna prideš v Beograd, si tam en teden, delaš z njimi in se pač moraš priključiti, prilagoditi in takrat oddelati svoje, ko je potrebno. Če se stranski lik prideš zraven, ne smeš pustiti, da te čakajo, moraš biti pripravljen in oddelati takrat, ko imaš. In to je to. Kaj si bilo občutek, ko si prvič film videl? Si prvič film si ogledal cel? To so vedno zelo posebna gledanja, zaradi tega, ker najprej začneš gledati napake. Najprej se moraš navaditi svoj izgled, kako izgledaš, recimo z brki, pa se s tem ukvarjaš, pa na živce si greš, pa takoj vidiš, kaj bi lahko boljše rekel, pa kaj bi bilo drugače, pa kaj ni bilo tam in gledaš skozi to. Tako da meni je drugo gledanje, takrat se lahko sprostim. Je bilo pa zabavno, ker pa sem ga gledal v Beogradu na premieri drugič, tako da nisem bil toliko nervozen, Aleš mi je bil toliko prijazen, da mi je v Ljubljani omogočil pred tem ogled filma. V Beogradu je pa bilo, to pa mislim, da si bom zapomnil do konca življenja, sploh zaradi tega, ker so Srbi malo drugačni, niso toliko sramežljivi in zelo jasno pokažejo čustva, pa kako dojemajo, pa tudi reakcije, ne se gre v obe smeri, ne si mu všeč ali pa ne. In je bila reakcija takrat po premieri res, že med samim filmom, spomnim, mi smo mogli tam sedeti v prvih vrstah, ampak si čutil odziv ljudi in tam je meni bilo jasno, aha, to pa ima nekaj, ne, ker se je Lokarna, res takrat nisem mogel udeležiti, ampak je, potem je bilo zelo zanimivo. Imamo vprašanje. No, to me zanima v bistvu v navezavi s tem, kar je Mojca zdaj rekla. Se pravi, vi ste film postavljali kot zgodovinski film. Mislim, postavljali kot zgodovinski film, ne vem, če je pač... Pa kot liki, ker... Bil je postavljen v tisti čas, ja. In ta čas je bilo treba upravičiti, oziroma ga tudi narediti verjetnega, v smislu verjetnosti in prepričljivega. Tako da v tem smislu, ja, ampak temu je ogromno pripomogla tudi scenografija. Kostumi so bili originalni, tisti plašč, ki sem ga prej omenil, je dejansko bil res nek udbovski plašč, ki ga je ena vdova prinesla kostumografki, ko je njen mož udbovc umrl in je pač rekla, imejte to in to je res bil plašč iz 50-ih let. Tako da ja, ampak pol pade vse to noter, prvi dan se ti zdi še smešno, ko si tako postrižen, pa vsi okrog tebe izgledajo kot z neke razglednice iz davnih časov, ampak pol se navadiš tega vsak dan in gre naprej. Tako da bi bilo pa zdaj prav posebej osredotočeno. Mislim, zgodovinsko, recimo, ker jaz ga nisem kot zgodovinski film gledala, zato v bistvu sem ga čist skozi ene druge razpoke in me to zanima, koliko so te druge razpoke v bistvu bile pri gradnji nekih likov, recimo, pomembne in ne vem, historična. Mislim, da se noben v času ustvarjanja ni ukvarjal zdaj s tem, ali je to v 50-ih, 60-ih, tako kot ste rekli, jaz tudi te zgodbe nikoli nisem dojemal, da zdaj lahko stoji samo leta 56, 55. Mislim, popolnoma vseeno kdaj, ampak je bolj šlo za to, kaj se zgodi med ljudmi, kakšen način interakcije imajo med sabo. Jaz pa tudi nisem se v teh, koliko je zdaj, v tega 70-ih letih nismo toliko evolucijsko razvili, prej nazadovali na slabše, da kaj drugačni tudi nismo. Mislim, hotenje so naše še zmeraj enaka. Zavist, ljubezen, lakota, veselje, sreča, pa mislim, obžalovanje, karkoli pač imamo v življenju. Evo ga, pa hočete, da vam dam še eno vprašanje? Veseljem, lahko tudi ti se poveste, ja, prosim. Vete, kjer prizor je bil najboljši? Na koncu, ko sneži. Vete, zakaj? Se smijo? Ne, ker se sliši, ko snežinke padajo. A res? Ja. Ja, pa niso snežinke, to vam pa jaz povem. Ja, verjetno, ker se ne topijo, ampak se sliši, ker se redko kdaj. Ja, to je ena taka pena bila. Res prav pena, ko so jo potem po tleh posipali. To je bilo mislim, enih 35 stopinjah posneto. Zelo hitro posneto, ker so si rekli, ja, Švicam, ne bo šlo skozi, ker bom poten na snegu, res, tako da ja. Ne, ampak ponovadi
ponavadi tako pozabijo dati, ne, da snežinke tiho padajo, ne? No, evo, bom predal oblikovalcu zvoka, hvala. Ja, oblikovalcu zvoka, ja. Hvala. Ajde, imamo zdaj še eno zadnje vprašanje. Je še kdo, da vas ne dušimo preveč, razen če je še veliko entuzijazem. Moje vprašanje je, kot so omenjali prej na prejšnjem vprašanju, je, da so bile določene scene, ki so bile zrezane z filma oziroma cel pač zgradba filma, da je šla bolj v smer špionaža, tiste, ki se dogajajo sred hladne vojne. Je morebiti kakšna scena, katera je bila izrezana, katero ste vi, na primer, želeli, da bi bila v filmu? Ja, ene 3 moje. Ja, res ne, pa to zani iz nekega... Ja, res prav, je tako nanesno, ampak to je tudi, recimo, se navežem bolj na prejšnje vprašanje, kako je bilo gledanje filma, ko sem ga prvič videl. Jaz sem takoj vedel, katere scene so šle ven, mi je bilo približno jasno, v katero smer bo šel film. Recimo, bili so prizori, ko so bila z Rašo, s tem glavnim doktorjem v filmu. Mi da smo se že v bolnici na začetku smo se pogovarjali, pazi, kaj govoriš, kako govoriš, komu kaj rečeš. Dosti več je bilo tega prisotnega, ko sem jaz bil zraven, kjer se je ustvarjal ta občutek, da si skozi nekdo za tvojo ramo in nekje razpreko, da so skozi neke oči, neke ušesa, ki te poslušajo. Pa en prizor je bil lih tisti francoski, ko smo se pa pol z doktorji pa s temi s tajno službo, tisti pa sem tisti rekel, da je še do zadnje verzije ga še imel noter, pol pa je šlo ven, ampak tako pa če pri filmu obstaja en rek Kill Your Darlings in včasih se to zgodi, ampak je že v redu. Tako kot je bilo, mislim, da se je boljše se obneslo, preveč bi bilo obteženo balasta, mogoče na nek način še zraven, samo zaradi tega, da je bolj to. Prvi pa še kdo začel govoriti, da Oppenheimer je po našem očelu smo pa izvedli, ampak to je. Je še kakšno vprašanje, ali damo Mojci besedo, da Mojca povabi na družabni del? Mislim, da so vsi že žejni, vsaj tako gledajo. Jaz mislim, da bi najprej Lenko povabili, ne? Še? Na oder. Bo Lenka tudi še en stavek, da dva povedala, zagotovo? Midva stopijo se zaslušala darilo, pa sem rekla Škofja Loka, sem nisi slišal, veš? Nič hudega. Imamo darilo, bomo dali Tobiji, ker ja, Tobija je Plonkov, ja. Ne, nisem niti mislila govoriti, ampak bom. Čisti iz tega dediščinskega vidika, ne, prvi dan sem vprašal, kaj ima muzej s filmom, ne, ogromno muzej s filmom, ne, tako se zdi, da v bistvu te filmi, ki so, samo podpirajo, kako je prav, da bi se iz naše dediščine kaj učili, iz teh, ne, in v bistvu film na en drug način govori čim boljšo resnico, ne, ker v bistvu ima to prednost, da ta resnica je lahko majčkeno bolj filmična, oziroma ne, malo se doda, oziroma ker itak ne vemo, kako je to bilo, ne, se ni zapisal, se ne vemo, kaj se je tam dogajalo, se ne vemo, kaj je ta Woodward dejansko govoril, kako se je počutil, ampak sem hvaležna, da so filmi, ki podpirajo to, da res je prav, da poznamo našo dediščino, ne, in da se moramo z nje učiti. No, jaz sem to ves čas mislila, da to kar vsakem času, zdaj pa spet morajo vsa umetnost, vsi mi moramo nekako opozarjati na ta potrebo po miru, po razumevanju, po sodelovanju, po tej čisti medčloveški komponenti, ne. Ker tukaj na koncu je najpomembnejše to, kako se je zgodila ta interakcija med vsemi temi ljudmi in ne glede na to, kdo je kdo bil, in tako se mi zdi zelo lepo pokazano. Tako da to je to, no, mislim, prav je, da nas presune, čeprav bomo šli zdaj pit, ne, pa nam bo super in fajn. Mogoče je prav, da odidemo tudi s kakšno mislijo več, no, da zdaj sicer lepo pijemo in se imamo fajn, ampak da vseeno ne ostane to tako kot en tak večer, ki smo se fino imeli, ampak kjer smo resnično tudi nekaj se je pri nas primaknilo, no, to se mi zdi, ne.
ker smo bili tukaj, ker smo bili skupaj, ker smo to doživeli in je prav, da se nas dotakne in naj nas spremeni. No, Ker si mi podala tako istočnico, pa sem pozabil najaviti jutrišnji dan, ki prihaja zadnji dan festivala. Skratka, začenjamo ga ob 11. zjutraj z vonjem po kinomatinejah, ki so bile včasih v Domu Armije, pa tudi v Prosvetnem domu. Skratka, imamo en krasen otroški film, Detektiv Tabo in Primerno soroga, tako da vabim vse, ki za 8+ primerno. Skratka, bo film se začne že tukaj. Potem imamo otvoritveni film letošnjega Canskega festivala Drugo dejanje, Second Act, to je, ki je nekako logline, da je to prvi film, ki ga je režirala umetna inteligenca, skratka, vredno vaše pozornosti. Popoldan bomo pozdravili neodvisne gverilske slovenske junake, ki so v kina pripeljali več kot 50.000 gledalcev. Filmu se reče Gepak, s polno igralsko zasedbo pridejo in velika adrenalina, tako da je luštno tudi, da se jih pride podpreti. Začel sem pa to govoriti, zato ker si tvoje misli o humanosti, pa to zaključujemo pa z enim res čudovitim filmom Stari hrast, verjetno zadnjim filmom Kena Loacha, ki prinaša pa eno zelo plemenito humano sporočilo o sobivanju med ljudmi, zato vas res vse vabim jutri na zaključek in seveda Mojca bo pa pol na družabni del in tako naprej, ampak filmski zaključek nas res čaka eno krasno zadnje delo velikana britanske kinematografije Kena Loacha, skratka vabljeni še enkrat zelo na zadnjih hrastov. O starih hrastov. Hvala lepa, tisti, ki ste bili pa danes že od 3 tukaj, pa veste, kak fino je bilo pa med pauzami. Tako da lahko ste cel dan tukaj. Tudi se imamo fajn, ne Ankica? Ja, dobro, jaz, prosti, bodi ti zadnji. Naj bom jaz res zadnja, jaz bom še par tako tehničnih stvari glede organizacije. Aleš je povedal vse v zvezi s filmi, jaz bom pa samo o zaključku jutrišnjem, ker je prav, da to povem. Po zadnjem filmu se bo dogajal veliki finale v Mladinskem centru in sicer z, bom rekla, premierno zgodbo novo ustanovljene glasbene skupine Brežiško-Krško-Posavske, ki nosi ime Fun Parker. V njej so odlični glasbeniki iz celega Posavja, profesionalci, amaterji, odlični 2 pevki, tako da vas vse vabim na to premierno zgodbo. Med tem se bo pa zgodila tudi podelitev nagrade in sicer letos se bo dodelila nagrada občinstva, filma, katerega boste zbrali vi, najboljše ocenili, zato vas prosim, da listke, tisti, ki jih imate, abonenti, da jih izpolnite še za ta film, tisti, ki pa niste abonenti, pa prosim, če lahko listke oddate našim dekletom, da nam bo izbor na koncu lažji. Skratka, vljudno vabljeni vsi in srčno od nas na ta veliki zaključek. Zdaj pa za konec je pa prav še to, se že ponavljam, ampak mi smo res tako veseli in ganjeni nad tem velikim številom vseh vas, ki nas vsak dan spremljate, da se vam moram še enkrat ekstra zahvaliti v imenu organizatorja in tudi v imenu občine Brežice. Tako da vsakič na novo, ko vas vidimo tu noter v tem številu, nas pobožate po duši in nam date vedeti, da je bila odločitev prava. Tako da hvala Brežice. Zdaj pa kar prosim tja na pogostitev, na en kozarček vinca od naših lokalnih vinarjev, pa na slago.